V današnjih kvikih bomo naredili zgodovinski pregled komuniciranja na daljavo, ker nas zanima, kako so se ljudje pogovarjali pred pametnimi telefoni. Začelo se je z dimnimi signali, ki so jih uporabljali stražarji stacionirani na kitajskem zidu. Ko je eden od njih prižgal kres, so ostali lahko videli dim in ogenj ter se pripravili na bližajočo se mongolsko nevarnost. Ali pa na epsko kresovanje na kitajskem zidu. Na podoben način so se sporazumevali tudi severnoameriški indijanci, naši predniki v času turških vpadov, danes pa dimne signale uporabljajo samo še frajerji, ki vejpajo. Po preteku parih tisočletij se ljudem ni dalo več postavljati kresov, zato so za prenašanje sporočil začeli uporabljati kurirje. To so bili tekači, ki so pretekli ogromne razdalje, zato da so lahko prenesli sporočilo. Eden od njih pa je med opravljanjem svoje službe po nesreči izumil maraton. Ko so ljudje ugotovili, da jim bolj paše trinčkat kot raznašati pošto, so za prenašanje sporočil začeli trenirati živali. Najbolj so se odrezali golobi, ki so tako postali prvi živalski poštarji. Eden od njih je za svoje delo v času Prve svetovne vojne tudi prejel odlikovanje. Dali so mu medaljo, kljub temu, da je on hotel samo eno staro žemljo. Prenašanje sporočil je doživelo še en preobrat – telegraf. To je naprava, ki je po bakrenih žicah prenašala električne impulze, ki so jih stručkoti prevajali iz Morsove v navadno abecedo. Če ste kdaj slišali napravo, ki dela pi, 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 potem ste slišali telegraf. Ali pa človeka, ki igra eksperimentalen jazz. Temu je sledil telefon, ki je vsaj na začetku uporabljal isto tehnologijo kot telegraf, le da si namesto pi, 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 slišal pravi človeški glas. In ljudje so mislili, da bolje od tega ne bo. Dokler niso odkrili elektromagnetnega valovanja in radijskih valov in kar naenkrat se zvok ni več širil samo po žicah, ampak tudi brezžično, po zraku in ljudje so bili Tako radijski signali kot tudi žice pa so ključni za obstoj interneta. Internet je ogromna mreža med sabo povezanih računalnikov, po kateri lahko pošiljamo in prejemamo informacije. Zdaj lahko v trenutku komurkoli na svetu povemo, kaj smo jedli za kosilo. Ampak nam to ni dovolj. Mi želimo naenkrat povedati večjim ljudem, kaj smo jedli za kosilo. In tukaj pridejo v igro različna družabna omrežja. Zdaj pa vsi komaj čakamo, da vidimo, kako se bodo telekomunikacije razvijale naprej. A se bomo pogovarjali z branjem misli? Nam bodo sporočila dostavljali hologrami? A bomo spet začeli uporabljati golobe? Jaz upam, da ne, ker pol bo skozi vse v sran. Kakorkoli, upam, da vam je zdaj jasno, kako smo prišli do pametnih telefonov.